Lepo pozdravljeni v novi rubriki Športaj z mano. V naših oddajah vam bomo predstavili razne športe. Želimo vas spodbuditi k gibanju in zdravemu življenju. Ekipa Spletne TV je obiskala Velenjsko jezero, kjer so nam predstavili navodila za supanje. Pridružili so se nam tudi udeleženci za pokušino. SUP je okrajšava angleške besedne zveze za stand-up paddling. To je šport, pri katerem stojimo na ustrezno veliki deski in veslamo. Po naše rečemo veslanje stoje. S tem so začeli na Havajih. Stojimo, veslamo, plovemo na deski, na mirni ali divji reki, jezeru ali morju. Poglejmo si reportažo, ki vas bo navdušila. Šport je v bistvu že zelo stara znanka, tako da iz kje točno izhaja, je zelo težko reči. Lahko pa rečemo, da se je pred slabimi 10 leti razvil iz jadralne deske. In glede na to, da za to ne potrebujemo niti vetra, niti jadra, le veslo, je zdaj, ko ga svet spoznava, v bistvu v polnem razmahu. Supate lahko praktično celo leto. V toplih dneh, ko imamo toplo vodo, ni nobenega problema, pozimi pa problem mrzle vode rešujemo s suhimi oblekami. Kar se tiče izbire deske, jih poznamo več vrst. Poznamo začetniške, poznamo touring deske in pa tekmovalne, ki so lahko trde ali napihljive. Desko si pač izberemo glede na potrebe, ki jih imamo. Zelo pomembno je pa tudi, da nam je deska všeč. Za supanje ne potrebujemo praktično nič razen deske, vesla in nas. Super je, če znamo plavati. V tem primeru bo zadost varnostna vrvica, ki jo imamo na deski. Če pa smo slabši plavalci, priporočamo rešilni jopič. Samo supanje je zelo enostaven šport. Če nimamo problemov oziroma če znamo voziti kolo, potem supanjem res ne bi smeli imeti nobenih težav. Redko kdaj se zgodi, da iz deske kdo pade, če se seveda športa pravilno loti. V glavnem začeli bomo z veslom. Prva stvar, ki je, vam moram povedati, da veslo ne plava. Tako da, če slučajno padete, je zelo pomembno, da veslo držite.
Veslo sicer plava, dokler se ne napolne z vodo, ampak plava tik pod gladino. Se pravi, če jaz supam v tej smeri, ena roka pride tukaj od spodaj, zunanja, druga pride od zgoraj. Veslamo, obrniti veslo. Gremo naprej na desko. Desko si vedno dvignemo proti sebi. Ups. Proti sebi. Deske so zelo krhke. To pomeni, da deska, ko jo dvignemo, jo damo samo v globoko vodo in iz globoke vode pride deska nazaj tudi na travo. Kot smo rekli, ima deska varnostno vrvico, ki si jo damo ali pod koleno ali na gleženj. Ja. Na sredini deske najdemo luknjo, kjer tudi desko nosimo. In tukaj, okrog sredine, na njej tudi stojimo. Noge pridejo nekje tu, vzporedno. Ja? Je ne moramo zazibati tako kot medo, ne? Tega ne, ampak jo lahko zazibamo tako. Se pravi, samo z nogami. Bomo vse to pokazali noter. In na začetkih, vsaj prvi zaveslaji, naj bodo vedno na kolenih. Zato, da je naše težišče čim nižje in da nimamo praktično nobene možnosti, da bi padli. Veslo damo na desko in smo rekli, ko odhajamo, najprej to naredimo na kolenih. Deska je najbolj stabilna takrat, ko teče po vodi. To pomeni... Gleda pa to približno takoj. In je to to. Na začetku. Zdaj pa dobro, gledajte, ko se odločite, da vstanete, veslo na desko, si pomagate z rokami, vstaneš in stojiš. Noben problem. In potem smo rekli, veslaš čim bolj navpično in ob deski. Hop in menjava. Vesla se na stegnenih rokah z zgornjim delom telesa in s trebušnimi mišicami. Žank. In ko pridemo do obale in ko pridete nazaj, se pravi, pridete počasi, najprej greste na kolena in potem z nogo dol. Primete desko in jo odnesete ven.
Kar se tiče slabosti, bom jaz rekel tako, da jih praktično ni. Kar se tiče pa prednosti, pa mislim, da smo nekaj o tem že povedali. Vsekakor je to šport, kot ste videli, ki ne zahteva nekega posebnega predznanja. Loti se ga lahko praktično vsakdo. In tudi zato, da lahko gremo na vodo, praktično ne rabimo nič drugega kot desko, veslo in dobro voljo. Povedali pa smo že, da supanje zaposluje praktično vse mišične skupine in je zaradi tega kot šport tudi zelo zdrav, zabaven in prijeten. Supanje je načeloma, vsaj kar se tiče začetnikov, primerno za mirne vode. To pomeni, da na jezerih, kjer ne piha veliko vetra, kjer ni vala, je supanje zelo enostavno. Takoj, ko se pa mi prestavimo na morje, kjer je, recimo, so konstantni vetrovi, večji val, tam pa se že pojavljajo problemi z ravnotežjem oziroma rabimo več vadbe, zato da se bomo na supu počutili domače. Na rekah se lahko supa, s tem, da so to posebni supi, s katerimi se spušča po rekah, je pa to za tiste, ki so res že mojstri supanja. Ker tam se srečujemo pa tudi s tokom zelo močnim, brzicami, tudi supi so popolnoma drugačni za spuste po rekah. Se pa da s supom praktično povsod, po niagarskih slapovih pa ne. Supanje je odlična vada, zato ker smo že povedali, da zaposluje vse mišične skupine in je odlična za hrbet, za stabilizatorje, za roke, za zgornji del telesa.
seveda, tudi pri nas organiziramo jogo na supih in pa posebno aerobno vadbo, kardio vadbo na supih, kjer se enostavno samo z deskami, brez vesel, podamo na jezero in pod budnim očesom inštruktorja delamo vaje od sklec do počepov. Spet je pa to zanimivo točno zaradi stabilizatorjev, ki so pri tem aktivirani maksimalno. Supanje je zabavno, hitro se ga naučite, zdravo, supate lahko kjerkoli, povezani ste z naravo, to lahko počnete sami ali v družbi ter uživate v razgledu. Gre za sodobno obliko rekreacije, združeno z zabavo in odkrivanjem narave. Telo je tako prisiljeno k stalnemu ohranjanju ravnotežja in delovanju mišic, za katere sploh niste vedeli, da jih imate. Enostavno stojite na deski in uživate v razgledu. In to poskusite sami in ne bo vam žal.